SBC Aktualno, podcast kluba slovenskih podjetnikov. Pozdravljeni vsi skupaj, bom rekel, zdaj smo tole pokrajine oziroma regije, kakorkoli bomo imenovali, kar precej zagreli, tako da mislim, da bo ta naš plenom zanimiv. Zdaj, če začnemo mogoče, pa damo dami najprej prednost, zakaj smo, bom rekel, ali pa kaj po vašem mnenju je vzrok temu, da je Slovenija postala tako centralizirana, oziroma zakaj so se zgodile tako velike razlike v razvoju med posameznimi deli Slovenije? Lep pozdrav vsem. Najlepša hvala za povabilo na današnjo konferenco. Verjamem, da bomo tudi mi, župani, kaj odnesli iz nje dobrega. Kar se tiče pa regionalizacije oziroma pokrajin, ne govorimo o njih 10 let, govorimo o 30 let. Ja. Od leta 94 oziroma 1.1.95, ko so se ustanovile občine. In ko smo ugotavljali, kako pomembno bi bilo, da imamo nek vmesni člen med občinami in državo. Jaz mislim, da se Slovenija absolutno preveč centralizira. Dejansko se moramo kar močno potruditi mi iz obrobnih občin, da prihajamo v Ljubljano, glede na to, da imamo izredno slabe cestne povezave, da se je pokazalo tako v primeru covida kot tudi poplav, kako pomembna je digitalizacija. Žal tudi v tem času, sedaj, ko smo imeli Ministrstvo za digitalno preobrazbo, se nič ni storilo tudi na tem področju. Tako da verjamem, da kolikor bi imeli pokrajine kot neka boljšo dostopnost, ne nazadnje tudi za nas, občine, bi se mogoče na tem področju lahko veliko spremenilo. Ampak najprej moramo spremeniti miselnost v naših glavah. Hvala lepa. Gospod Macedoni, izveliko kar enako vprašanje, ker prihajate z dolenjskega konca. Morda bom začel z to predstavitvijo, kako razmišljamo o Novem mestu, pa predvsem je to razmišljanje ustanovitelja Krke, magistra Borisa Andrijaniča, namreč danes je naslov od lokalnega do globalnega, pa Slovenija in Ljubljana. On je rekel eno izjavo, ki se glasi: Novo mesto ni največje mesto na svetu, ima pa dve pomembni predmestji, Ljubljano na eni strani in Zagreb na drugi. To je razmišljanje seveda gospodarstvenika in to imamo rezultat danes, ko imamo tretjega predsednika uprave oziroma direktorja na čelu Krke v 70-letni zgodovini. Zakaj lokalno okolje je pomembno? Torej, jaz sem velik zagovornik ustanovitve pokrajin, zato ker gledam na to pozitivno. Seveda je ta zgodba lahko kozarec, ki je poln, napol poln ali pa napol prazen. Zakaj sem za pokrajine? Zato, ker je subsidiarnost eno temeljev, ki se je izkazal tako kot pomemben temelj Evropske unije, kot širše evropskega prostora. Torej vemo, da treba stvari izvajati na tistem nivoju, kjer se lahko delajo optimalno. Slovenija z centralizacijo seveda izgublja. To vsi vidimo in centralizacija je naraven proces, decentralizacija je pa proces, za katerega se treba truditi. V Sloveniji seveda nam energija za to pogosto zmanjka. Bilo je prej strani gospoda Pečečnika rečeno, da je treba ugotoviti, kaj je ključno, zakaj bi bile pokrajine. Danes, ko smo tako v izvrstni družbi, predvsem razumem, da je to neka vrsta stranka, če zamegljujemo vas reality show, sta na koncu dve stranke, ena, ki zagovarja, da se ne preustvari, ena, ki se zagovarja, da se prej deli, kot se ustvari. Ampak danes smo pri tistih, ki so na strani ustvarjanja in ključni element razvoja je delovno mesto. Če razumemo, da je delovno mesto ključni element razvoja, se začnemo spraševati, kako bomo imeli delovna mesta v posameznih lokalnih okoljih. Dejstvo je, da danes občine nimajo tega pooblastila, da bi razmišljale o delovnih mestih, ali pa večina občin seveda nima te kritične mase, da bi o tem razvojnem elementu razmišljalo. In seveda zato bi mi potrebovali pokrajine za to kritično moč ustvarjanja pogojev za gospodarski razvoj. Če povem primer našega mesta, naše
naše mesto danes živi uspešno zgodbo zaradi odločitev pred 6-7 desetletji. Ko se mi danes sprašujemo, kaj bomo naredili za naslednjih 50 let, seveda je naša analiza, da moramo delati na znanju in seveda kadrih, na ljudeh, ki bo imeli znanje. In zato smo se mi lotili občine naše regije skupaj, da smo recimo naredili temelje za raziskovalni inštitut. Veste, da je v tej megli politični so celo sedanji minister pa rektor so celo na ulici protestirali proti ustanovitvi tega raziskovalnega inštituta. Na srečo danes mislijo drugače, ampak to je bil 18. raziskovalni inštitut v Sloveniji, javni raziskovalni inštitut, 16 jih je v Ljubljani, eden je v Kopru in prvi v vzhodni kohezijski regiji je zdaj v Novem mestu. Ta raziskovalni inštitut ima po 2 letih delovanja 45 zaposlenih, ki jih ne plačuje večinsko država, in iz 5 držav so že zaposleni v tem raziskovalnem inštitutu. Torej, to je tisto, kar bi mi pripeljali v regije in kar mislim, da je tudi naloga kohezijske politike. Zdaj pa seveda me boste vprašali, kako od te točke, ko veš, zakaj je regije imeti oziroma pokrajine, kar je ustavna kategorija, je pa seveda treba najti pravilni model. Dokler ljudi sprašuješ, kaj je njihova želja, pa kako bi mogoče bilo všeč, seveda vedno bo vsak rekel, morda se jaz počutim bolj Belokranjca v Črnomlju kot pa Dolenca. Seveda ni Dolenec nekdo, ki je na južni strani Gorjancev. Ampak veste, zakaj nimamo mi nikoli dileme, a bo Bela krajina samostojna pokrajina? Zato, ker mislim, da je bilo dostikrat tudi jasno povedano, pa premalo jasno verjetno, da bo treba decentralizirati tudi finance. In finance, če bo del davka od dobička podjetij, prihodek pokrajine, potem v tem primeru je meni čisto jasno, zakaj bojo vsi južno od Gorjancev hoteli biti skupaj z unimi severno od Gorjancev. Ne? A veste, treba je model pravilno zastaviti, ker potem so stvari sedeža, števila banalne. Že ta poskus, ki je bil v prejšnjem mandatu državnega sveta, da rečemo, da je 100 000 minimalno število prebivalcev pokrajine, je bil verjetno kar pravilen, pa verjamem, zdaj mi bomo mogli nek kompromis skleniti med tem zgodovinskim 6 pokrajin ali pa nekim maksimalnim tam proti 14, zdaj poskusi zadnji so bili 11-12, ampak dejstvo je, da predvsem te razvojne naloge mi v 212 občinah ne bomo mogli doseči in dejstvo je, da to, da imamo občine, ki imajo isto nalogo med 1:1000, torej občine s 300 prebivalcev in občino s 300 000, bojo večni razlog, zakaj bo nekdo v Ljubljani rekel, da je potreben na ministrstvu za to, da pregledoval vse, kaj delajo tisti šerifi po terenu in seveda to je tisti razlog, ki nas potem vse skupaj ubija. No? Zdaj malo šir sem to povedal, ampak odlično. To je po mojem neko temeljno razmišljanje. Gospod Meža prihaja iz gospodarstva, kjer so pa se že sami znotraj podjetja organizirali regijsko. Mogoče lahko o tem povete. Ja, lepo pozdravljeni še v mojem imenu. Zdaj jaz ne prihajam iz politike, tako da lahko delim svoje izkušnje, kako banka razmišlja o centralizaciji pa decentralizaciji. In zdaj najprej bom rekel tak generalen pogled, mi delujemo v skoraj vseh bivših državah bivše Jugoslavije, upamo, da bomo malo tudi v preostali tam, ki nam manjka. In v bistvu, ko primerjamo s tem, kje smo mi pa kje so oni, ni vse narobe v Sloveniji. To je treba biti odkrita. Centralizacija moči v bivših državah je recimo precej večja, kot je pri nas. In ko smo mi razmišljali, kako se organizirati, smo ugotovili, da bom rekel, vsaj za ta del, ki ga jaz pokrivam majhna pa srednja podjetja, da je regionalni pristop najbolj primeren. Jaz, ko sem se pripravljal za tole okroglo mizo, sem se seveda malo posvetoval z umetno inteligenco, da za vse neumnosti, ki jim govoril, ne bom odgovoren sam, ampak bo tudi umetna inteligenca malo pri tem pomagala. Pa bo kriva zraven, ne? Ja, bo kriva, zaslužna se reče lepše.
Se pravi, sem malo spraševal, takrat nažalost, ko smo se organizirali, nismo imeli te možnosti, ampak sem malo vprašal, recimo, kakšni so kriteriji za razvitost, potem v bistvu, ali bi bile pokrajine primerne oziroma regionalni pristop in seveda umetna inteligenca zelo močno to že podpira, kar pomeni, da je ogromno dokumentov na to temo že bilo narejenih in zakaj je dober. In sem tudi konkretno vprašal, koliko regij je pa primernih, in številka je med 5 pa 7. Mi v banki smo se odločili za 6 regij. In zdaj, zakaj je regionalni pristop? Regionalni pristop iz mojega vidika sta dve stvari, ki sta tle pomembne. Ena stvar je, da mi z regionalnimi ljudmi zelo dobro razumemo potrebe podjetij. Spremljamo jih vsak dan, vemo, kako se razvijajo recimo poslovne cone, kdo bo gradil, kdo kupuje, kakšne produkte rabijo. In to je zaupanje, ki ga ti gradiš na dolgi rok, zato da lahko gospodarstvo razumeš in ga podpiraš. To je ta, prodajni vidik, ki nam je pomemben, da smo ob razvoju prisotni. Drug, ki je pa mogoče sicer bolj pomemben za nas, ampak verjetno tudi za državo zanimiv, je pa razumevanje težav. Ko se zgodijo težave pri majhnih, se pravi, seveda mi imamo centralizirano velika podjetja v Ljubljani, kar je logično, kar gre preko meje, kar je pomembno za celotno Slovenijo, centraliziran odnos v Ljubljani. Ampak recimo razumevanje težav, ko se zgodijo pri manjšem podjetju, kjer bilance niso tako pregledne, prihajajo z zamudo, ni mesečnih kvartalnih poročil, imamo mi ljudi na terenu, ki spremljajo stvari, zato da lahko pravočasno odreagiramo. Ker če mi pridemo prepozno z našo reakcijo, z pomočjo, potem je to v bistvu postane problemi, in potem so zoprne stvari, ki se rešujejo s podjetji. Tako da oba dva vidika in verjetno je potem vprašanje pri regijah verjetno dosti podobno. Kako to? In prej, kaj je predsednica govorila, je govorila o zaupanju. Mi z prenosom odločanja na regije, se pravi regionalne direktore, ki ga imamo, delamo na podlagi zaupanja. Ne moreš drugače. Če hočeš, da bojo odločali, da bojo motivirani, da imajo neko, empatijo do tega, in možda tudi možnost odločanja. Ampak tle pa vprašanje zaupanja. Tako da najprej vsebina, potem pa zaupanje in dlje časa, kad delaš, večji kot so uspehi, bolj se zaupanje prenaša z tega vidika. Pa še eno stvar bi mogoče poudaril, ki mogoče sicer ni toliko v kontekstu nove tehnologije. Se pravi, delo od doma. V covidu smo spoznali, da vsi lahko delamo od doma. In tudi, če ne naredimo regij, je možno veliko stvari prenesti v regije iz državne ravni. Se pravi, sprostiti, nepremičnine v Ljubljani, prenesti tam, kjer so nepremičnine cenejše. Čist vidik, recimo tam, kjer je brezposelnost večja, prenesti delovno silo, kar zmanjšuje migracijo, zmanjšuje ogljični odtis, pritisk na Ljubljano. Mi, dejansko včasih kako stvar, umaknemo ali pa dobimo potem včasih očitke iz regije. Mi ogromno delamo na finančnem opismenjevanju, zato, da bo večino stvari možno delati preko interneta enkrat. Zelo majhnim ogljičnim odtisom. In opismenjevanje finančne je naše poslanstvo, ki ga imamo, razvoj podeželja pa tako naprej. Hvala lepa. Ko se je Slovenija osamosvajala, smo vsi rekli, da bo druga Švica. Tudi zdaj smo tukaj nekako ostali, naših notranjih stvareh, zdaj pa gospoda Bitenca izzivam na to temo, ker ima primerjavo, kako so pa to Švicarji dejansko rešili, pa zakaj so oni uspešni. Ja, hvala, tudi jaz vse lepo pozdravljam in sem vesel, da sem v taki dobri družbi. Nažalost, reflektorji tako močno svetijo, da ne prepoznam nobenega obraza, kar je po eni strani breme pri takem nastopu, po drugi strani pa odzame malo treme, ker ne vidiš kritičnih pogledov. Tako, jaz sem po osnovni izobrazbi naravoslovec, zelo se zanimam za zgodovino, zraven sem še podjetnik in seveda podjetniki vedno pri razvijanju poslovnih modelov gledamo tudi, kaj konkurenca dela. Zgodovinsko se spominjamo vsi, da ko smo uspeli ta zgodovinski uspeh, da smo kot majhen narod, ki biva na sotočju sečišču velikih etničnih skupin, razvili še tretji in najpomembnejši steber narodne identitete, to je država. Smo vsi sanjali o tem ali pa tudi poslušali takratne voditelje, da bomo mi nova Švica. To mene pač vsa leta zanimalo, iritiralo in prav ta dogodek, kjer sem bil nekako predlagan za sodelovanje pri tej okrogli mizi, me je spodbudil, da sem šel gledat dostopno literaturo o zgodovini nastanka Konfederacije Švice, o njihovi politični ureditvi, o njihovih davčnih sistemih in vse ostalo. In sem našel zelo zanimivo diplomsko delo na internetu iz leta 2003. Švica
njena ureditev in vse ostalo, ki jo je napisal diplomant, ki je služboval še v času naše bivše države, to se pravi Socialistične federativne republike Jugoslavije, na ambasadi v Švici. To se pravi, zanesljivo je bil v tistem času politično predeterminiran, če so ga že poslali v Švico, ni šel kar vsak iz Jugoslavije, v diplomatsko službo, in zato mi je to diplomska naloga zelo zanimiva, ker je politično predeterminiran, z navdušenjem opisoval svoje švicarske izkušnje, ko je tam služboval, in zelo dobro postavil vse te postulate, zakaj je Švica majhna, pa ena najuspešnejših držav na svetu. Poleg tega je najmanjša konfederativno urejena država na svetu. Skratka, oni so konfederacijo, to se pravi, če govorimo, da je konfederacija, decentralizacija pa regionalizacija, oni so državo gradili po principu decentralizacije navzgor. To se pravi, oni so svojo ustavo že gradili iz baze navzgor in zato so uspeli narediti najbolj uspešno državo, ki jo lahko merimo države po uspešnosti tudi potem, kako težko je priti do državljanstva v neki taki državi. Vsi si bi želeli živeti v Švici. Zaprav, Švicarska konfederacija je zame model družbene ureditve, o kateri smo sanjali, pa smo zaradi inercije, o kateri so že veliko govorili moji predhodniki, na tem področju zaspali. Živimo pač po neki inerciji, ker smo vsi veseli, da imamo državo, točno ne vemo, kaj bi z njo naredili, vemo samo, da bi bili radi uspešni kot Švica. Iz tega diplomskega dela, pa tudi številnih drugih podatkov, ki jih boste lahko našli v dostopni literaturi, pa jaz trdim, da je prav temeljni dejavnik, da je Švica tako uspešna, decentralizacijno vodenje, to se pravi deregulirano vodenje, opolnomočenje vsakega švicarskega državljana pri sprejemanju odločitev. Vsi vemo, da prav njihov način sprejemanja političnih, pomembnih družbenih ureditev s splošno državljansko pobudo in referendum je najbolj znana po celem svetu in se je izkazala za uspešno. Zapravo v Švici avtor tega diplomskega dela je navdušen prvič nad odnosom njihovih javnih uslužbencev, uradnikov, ki dajo v vsakem trenutku prijazen, kakovosten servis vsakemu državljanju pri pomembnih odločitvah ali pa pri pomembnih premikih pri njihovih osebni karieri. Dosegli so z to decentralizacijo izjemno stabilnost političnega sistema, ki je pomembna tako notranje za vse Švicarje, kot tudi za vse tujce, da zaupajo, in dosegli so to, da država centralno ne odloča o vsem, ampak zelo malo, in da daje predvsem, kar je največji pomen te decentralizacije ali pa deregulacije, da pomemben del davkov zbirajo na nižjem nivoju, ne na državi, in država v manjšem delu razporeja ta proračunska sredstva v poslovnih investicijskih ciklusih. To je seveda meni kot naravoslovcu popolnoma logično in normalno, kajti kdo bo bolje vedel v Sloveniji kot na primer županja Črne na Koroškem, kakšne so lokalne potrebe, kje vidijo razvojne možnosti in kako bodo koristno, pravočasno in zelo hitro konkurenčno porabili z davki zbrana sredstva za razvoj. Ali pa naprimer, če govorimo o županu Novega mesta, in sem vesel, da imamo v naši sredini danes županjo in župana, ki ne glede na to, da živimo v zelo centralizirani politični ureditvi, kljub temu premoreta energijo, napore in tudi kažete uspehe na koncu, da se da, ampak dalo bi se veliko lažje, če bi na primer v Sloveniji začeli neko pot po principu podjetniškega razmišljanja, kaj rabimo, da bomo konkurenčni, koga moramo opolnomočiti moramo praktično čim bolj vsakega državljana ali pa državljanko Republike Slovenije, da bomo imela čim večjo neto plačo, občino, da bo s čim večjim denarjem sama razpolagala, identificirala cilje, kam bo vlagala denar in vse tako naprej, in potem pride na podjetniški način določene zmogljivostne analize, koliko pokrajin potrebujemo, da bodo lahko normalne živele in se razvijale, in seveda odzeti iz centralne
oblasti, depolitizirati, če hočete, državo, a ne, da odločajo praktično vsem. Hvala lepa za tako globoke misli. Hvala. Mogoče bom rekel za drugi krog, gospa Lesjakova, kako močna je funkcija župana oziroma kakšne so vaše prednosti, ker ste pač obmejna občina, ali so to tudi problemi? Mislim, da je to kvečemu breme, pa velika ovira. Funkcija župana mislim, da se je z leti močno spremenila. Morala bi biti nekako protokolarna, se pravi, da bi mogli hoditi trakove rezati, ampak od tega smo daleč. Mislim, da smo postali operativci, spoznati se moramo skoraj na vse, se pravi, da smo od gradbinca pa do zadnjega fizikalca, večina županov, če želimo, da se stvari premikajo. Jaz mislim, da je funkcija župana vsekakor, vse kar se mene tiče, je za mene to velika čast, da sem bila izvoljena na to funkcijo, ampak sem si jo od začetka mogoče predstavljala drugače. Čeprav moram reči, da tudi tako gre. Si moraš pač vsakodnevno prizadevati, vedeti, kaj želiš doseči, in če imaš pred sabo jasne cilje, potem to ne sme biti noben problem, da jih uresničiš. Seveda se pa na tej poti zgodi marsikaj in marsikdaj je tudi kakšna ovira, ki jo je potrebno prestopiti, zato da greš naprej. In se mi zdi, da je veliko premalo cenjena, ne nazadnje je to politična funkcija tudi, in tako veste, kako bi rekel, na lestvici priljubljenosti so politiki v Sloveniji. Kar je narobe, ker mi vsekakor takoj, ko izvolimo novo vlado, pa ni važno, desna ali leva, drug dan že začnemo kritizirati. Teda zadnjič je eden od ministrov rekel, pa moram reči, da se strinjam z njim, da imamo čudovito državo, krasna je po izgledu. Ne nazadnje, vsak posameznik je tudi čudovit, ampak ko se začnemo pogovarjati o tem, kaj želimo narediti skupnega, tam pa nastane kar velik problem. In to je napaka. Jaz mislim, da bi morali dati vsem politikom, ki jih izvolimo, priložnost, da dejansko opravijo svoje naloge in jih pri tem seveda podpirati. To je pač isto kot v gospodarstvu. Direktorja morajo delavci podpirati, če želijo, pa obratno. On mora njih spoštovati in jim dati neko veljavo, in enako velja za politike. Se pravi, da moraš imeti podporo za to, da nekam pririneš. Pri nas je pa pravzaprav takoj, ko si postaviš nekaj za cilj, že ugotoviš, da ti bojo določeni nasprotovali. In to je naš največji problem. In če bi v svojih glavah spremenili, pa dali priložnost tako politikom kot gospodarstvenikom, zato da se lahko vsak na svojem področju razvijajo, bi nam Slovencem bilo bistveno bolje. Hvala lepa. Gospod Macedoni, vloga župana, pa vi ste tudi v nekem smislu, bom rekel, mejite na Belo krajino, ste prej povedali, tako da imate pol tudi podobne težave. Ja, on ima več denarja kot jaz. Pol ima sladke probleme. Torej, mogoče glede funkcije župana, prav gotovo je ta, samo dve funkcije sta neposredno voljene, predsednica republike in pa župani. Torej, sigurno je, da je to naša prednost. Mi verjetno ravno v tem smo veliko bolj operativni, prej bilo rečeno, vlada začne z delom in stranke, ki sestavljajo vlado, dobijo 70%, imamo pa enem mesecu anketo, s to vlado se ne identificira niti tretjino ljudi. To je zdaj ta problem volilnega sistema, ampak mogoče bi nekaj o financah, mogoče tudi to, kar je gospod Bitenc odlično povedal, ampak jaz mislim, da v tej dvorani niti 5%
ne ve, kako je financiranje lokalne skupnosti, ker iz tega izhaja marsikaj miselnost v Sloveniji, kako bomo urejali stvari in tako naprej. Bom povedal najprej en groteskni primer, da boste lažje pol razumeli, pa ne misliti, upam, da si kdo zapomnil, da bi ga res kaj probal uresničevati. Zberemo vse dobičke slovenskih podjetij v en žakelj v Ljubljani in jih razdelimo po podjetjih po številu zaposlenih. Koliko let bo še kakšen dobiček v Sloveniji? Ne vem, leto, 2, 3. No, ampak potem je še bolj grotesno, tisti, ki bi največ prispevali v ta žakelj, bi bili potem še dodatno kaznovani, da ne bi mogli olajšav in vseh drugih uveljavljati. To je sistem financiranja slovenske lokalne samouprave. Vsa dohodnina se zbere v en žakelj in se razdeli po prebivalcih in kilometrih cest. In tisti, ki največ prispevajo, tiste občine, so potem kaznovane in so manj sofinancirane na drugih inštrumentih. Se pravi, o tem, da bo nekdo razmišljal, se pravi, kar jaz danes lahko razmišljam, je kot župan, moj poslovni model. Čim več pozidati zemlje, da bo čim več NUSZ-ja in imeti čim več prebivalcev. To je ta že konstruktiva, ne? Ker to moraš na dolgi rok, tudi delovna mesta pa vse ostalo. Ampak to, da bi jaz razmišljal o delovnih mestih z visoko dodano vrednostjo, da bo več dohodnine, ki bi potem polnila občinski proračun. Prostite, dobre plače grejo v Ljubljano, pa potem nekam drugam. In tako naprej. Se pravi, mi nimamo neposredne povezave med tem, kar nekdo uspe in kar potem dobi. In to so te temeljni problemi, zato sem vam prej omenil financiranje in ta decentralizacija. Mi imamo dejansko približno 17% javnih financ gre potem nazaj na lokalni nivo. Zelo malo od tega je se neposredno pobran kot NUSZ, recimo. Najbolj razvite države, ki jim želimo slediti v Evropi, imajo nekaj čez 40% javnih financ alocirane na lokalnem nivoju in večinoma tudi direktno pobrane, torej skandinavske države in tako naprej. Se pravi, ta ogromna razlika v Sloveniji je še danes prisotna. In veste, to so zdaj sistemske spremembe, ker če bomo mi idealno govorili romantično predstavo po krajinah, bo vedno to romantična. Slediti je treba denarju, ne, in iz denarja se potem gradi oziroma vseh ostalih sistemskih rešitev se gradi potem tudi te pokrajinske in druge decentralizacijske zgodbe. Hvala, to pomeni, da bi pokrajine, bom rekel, vsaj denar lokalno nekje ostal. Kaj sem ne slišal? Se pravi, da pokrajine pomeni, da bi vse denar lokalno nekje ostal, kar da se ne bi centraliziral v Ljubljano. Tako to bom rekel, še dodatno razlog, zakaj regije oziroma pokrajine da. Ne? Gospod Meža, mogoče na tako še? Replika, prosim. Ne, mislim, imate repliko, gospod Macedonec. Eno zaključno misel, tako zelo kratko. Če bi tako rekel, jaz veliko reorganizacij, pa recimo v vseh karieri, ki smo delali, pa spremembe pri podjetjih, združevanja pa razdruževanja, vedno je bila bolj pomembna vsebina, kaj se je naredilo, ne? Pa to, kako se organiziraš. Ne? Jaz mislim, da niti zato, da se veliko narediti že v obstoječi organizacijski strukturi, ne? In potem odnosi pa zaupanje med ljudmi, ne? Sama sprememba regij, tako kot ste se pogovarjali, jaz sicer se pravim, nisem politika, ne? Verjetno ne bodo prinesle rezultatov. Kaj se bo potem s temi regijami dogajalo, koliko pristojnosti bodo dobile, kako učinkovito bojo rabile, je treba pa verjetno malo razmišljati tudi v prihodnost. Videl sem, da govorimo o letu 2030, ne? Mi zdaj ravno tudi delamo strategijo 2030 in v naši strategiji zelo malo govorimo o organizaciji. Predvsem govorimo o tehnologijah, govorimo o talentih, o mladih, o umetni inteligenci. Organizacija sama kot taka je sicer pot, ampak je samo eden od pogojev za uspešnost. Zanemarjamo, ja. Hvala lepa. Gospod Bitenc, mogoče zaključna misel, ampak taka res majhna. Čisto kratka. Jaz mislim, da podjetniki razmišljajo na podjetniški način, ne? Politiki pa na politični. Zdaj, politiki sem prepričan, da si popolnoma na drugačen način predstavljajo decentralizacijo in regionalizacijo, naredili bi meje pokrajin, denar bi pa zadržali pri sebi, ne? Ključno je, da denar sledi davkoplačevalcu, ne? Ampak jaz grem še globi dol, ne? Jaz mislim, da moramo doseči tudi to, da vsak slovenski državljan pa državljanka neto več zasluži, ker sem prepričan, da bo vsak
evro, ki mu ga ne bo pobrala država centralizirana, ki ne zna upravljati s tem denarjem, bolj oplemenitil tak evro, kot ga trenutno država. To se pravi, ne smemo govoriti o geografski regionalizaciji, ampak o decentralizaciji, se pravi, vključno z prenosi finančnih tokov iz centrov moči enega v regiji. Jaz sem prepričan, da na nižji nivo, ko bomo to prenesli večji delež teh javnih sredstev, večjo bomo imeli dodano vrednost in večjo enakost med pokrajinami. Skratka, čim bolj stvar lokalizirati, bom rekel tudi prej, če pogledam še iz Švice, se pravi, čim bolj stvar imeti, bom rekel, predvidljivo okolje, v katerem smo razvijali, tako da bom rekel, hvala lepa vsem panelistom, tako da jaz verjamem, da si zaslužili en glasen aplavz. SBC Aktualno, podcast kluba slovenskih podjetnikov.